Spoštovane kolegice in kolegi, pred vami je video predavanje, ki ga je pripravila Geodetska uprava z nazivom Katastrski postopki. Skozi to predavanje vam bomo poskušali pokazati nekaj osnov, ki so bistvenega pomena za nadaljnje delo in vam to delo lahko tudi olajšajo. Preko predavanja vas bova vodili Suzana Jurič iz območne geodetske uprave Novo mesto in Marjana Vogrin iz podjetja Digidata d.o.o. Predavanje smo razdelili v 5 vsebinskih sklopov. V prvem vsebinskem sklopu vam bomo predstavili nekaj osnov katastra nepremičnin in spreminjanja podatkov v katastru nepremičnin. Nato se bomo dotaknili, kako dostopamo do posameznih podatkov, ki se vodijo v katastru nepremičnin preko IS-katastra. Pokazali vam bomo, kje vse lahko dostopate do gradiv, ki so objavljene na spletnih straneh. Osrednji del predavanja je izvedba katastrskega postopka, tako inženirskega dela kot upravnega dela. In za konec si bomo še ogledali, kje Zakon o katastru nepremičnin služi kot infrastruktura za izvajanje določil drugih zakonov, kot so stvarnopravni zakonik, ZUREP, gradbeni zakon, ZVETL. Najprej se bomo ustavili pri predmetih vpisa. V katastru nepremičnin, tako določa 10. člen, vodimo naslednje predmete vpisa: parcele, stavbe, dele stavb, zemljišča in gradbeno-inženirski objekti. Pri parcelah in delih stavb ni bistvenih sprememb, pri stavbah tudi ne, razen tega, da Zakon o katastru nepremičnin za razliko od ZEN-a ne podaja več definicije stavbe, ampak samo govori, da evidentiramo stavbe in druge pokrite objekte, v katere lahko vstopimo. Ta odločitev je nastala zaradi podzakonskega akta gradbenega zakona, to je uredbe o razvrščanju objektov, ki deli objekte v stavbe, potem v gradbeno-inženirske objekte in pa druge objekte, in nismo hoteli omejiti, da bi mi v katastru nepremičnin vodili samo stavbe, ker jih tudi v preteklosti nismo. Vodili smo tudi nekatere gradbeno-inženirske objekte, kot na primer elektrarne, potem spremljajoče objekte, recimo ob čistilnih napravah, se pravi vse tisto, kar bi lahko bilo stavba, zato zdaj nimamo več definicije stavbe, ampak govorimo, da zajemamo stavbe in pa druge pokrite objekte. Nova kategorija so zemljišča, o katerih se bomo kasneje malo več zadev ogledali, in pa gradbeno-inženirski objekti. Pri gradbenih inženirskih objektih vas moramo takoj opozoriti na 149. člen prehodnih določb, ki govori, da v tem trenutku se gradbeno-inženirski objekti, čeprav so nepremičnine, še ne vodijo v katastru nepremičnin, ampak se bodo vodili šele s trenutkom, ko bojo urejena tudi lastninska razmerja, se pravi neka zemljiška knjiga za GJI, se pravi do takrat se pa ne bodo vodili, razen v 2 primerih, ki vam jih bomo pa tudi kasneje prikazali. Zdaj, kaj so to zemljišča? To je čisto nova kategorija. Trenutno jih v katastru nepremičnin vodimo 6, in sicer, ali pa imamo nastavke, da jih lahko vodimo 6, to je dejanska raba zemljišč na parceli, namenska raba zemljišč na parceli, zemljišča na parceli z bonitetnimi točkami, območja stavbne pravice, območja služnosti in območje sestavin delov stavb. Če bodo drugi sektorski zakoni po pravilih, ki jih določa ZKN, določili, da se vodi tudi kakršenkoli drugi podatek, bomo tudi povečali nabor zemljišč. Se pravi, teh 6 ni končno, ampak lahko z določili drugih zakonov tudi dobimo še kakršnokoli drug podatek, ki ga bomo vodili kot zemljišče v katastru. Na tej prosojnici smo vam prikazali vrste zemljišč, katere v kataster nepremičnin ne pridobivamo s pomočjo presekov, ampak jih določamo z postopki, s katastrskimi postopki, ki jih določa Zakon o katastru nepremičnin. To so območja služnosti, ki lahko zavzemajo območje ene parcele, več parcel, dela ene parcele, dela večjih parcel. To so območja stavbne pravice, ki ravno tako kot služnosti lahko zavzemajo območje ene parcele, več parcel, dela ene parcele ali dele več parcel, in pa območje sestavin delov stavb.
Območje sestavin delov stavb si predstavljajmo na nek način kot neko umetno nepremičnino. Namreč zahteve zakona o Zvetla so bile, da je potrebno ne deliti gradbene parcele. S tem, ko smo mi zajemali atrije in parkirna mesta kot samostojne parcele, smo namreč omogočali, da se lahko te nepremičnine potem tudi odprodajo, so možne imeti pravni promet na njih. Zato so se odločili, da bomo zajemali tudi območja sestavin delov stavbe, ki so v bistvu neka fiktivna nepremičnina, ki nam podaje, kaj nek lastnik stanovanja, dokler je lastnik tega stanovanja, lahko uporablja kot nekaj, kar pripada njegovemu stanovanju. O tem si bomo več ogledali tudi v zadnjem sklopu naših današnjih predavanj. Če se zdaj osredotočimo naprej, katere podatke vodimo o posameznem predmetu vpisa. Za parcele imate tukaj 16 podatkov, ki jih zakon trenutno definira. Kot sem že prej omenila, če bo katerikoli zakon po določenih pravilih definiral, da moramo voditi še kakršenkoli podatek, ga bomo tudi vodili. To, kar imate z modro na tem slajdu zapisano, so podatki, ki smo jih vodili v zemljiškem katastru, katastru stavb in REN-u že pred 4.4. Se pravi, v starem sistemu smo jih že vodili in jih vodimo tudi v novem. To, kar je vpisano rdeče, so novi podatki, ki jih vodimo. Tisto, kar je pa napisano z vijolično barvo, so pa podatki, ki jih prevzemamo iz drugih evidenc. Če se ustavimo na podatkih, ki se vežejo na stavbo, je jih 26 trenutno. Tudi tukaj imamo narejen enak prikaz kot pri parcelah. Mogoče je tukaj treba poudariti tole 18. podatek, ki ga imamo, dovoljena raba stavbe. Ta se bo prevzemala iz prostorskega informacijskega sistema in se bo začela voditi pri nas šele v trenutku, ko bo prostorski informacijski sistem imel vpisan tudi ta podatek. Če prostorski informacijski sistem tega podatka ne bo imel vpisanega, ga tudi ne bomo vodili v naši evidenci. Tukaj imamo 21 podatkov, ki se vodijo na del stavbe. Tukaj tudi tu smo jih pokazali na enak način, se pravi z modro, rdečo in vijolično barvo, glede na to, ali so to izvorni podatki, ali smo jih že do zdaj vodili in ali so to novi podatki. Kako spreminjamo podatke v katastru nepremičnin? Spreminjamo jih s katastrskimi postopki, kar pomeni s katastrskimi postopki z elaboratom ali brez elaborata. Spreminjamo jih s preseki, ki jih pridobivamo od skrbnikov drugih evidenc, to je dejanska raba zemljišč na parceli. Te podatke pridobivamo od kmetijstva za kmetijske in zemljišča za gozdno dejansko rabo, od vodarjev za vodna zemljišča, za stavbna zemljišča je skrbnik Ministrstvo za okolje in prostor, potem pa imamo tukaj še dejansko rabo prometnih infrastruktur in vse te podatke pridobivamo in jih presekamo z parcelami in ta podatek potem vodimo kot podatek katastra nepremičnin o dejanski rabi zemljišča. Enako je z namensko rabo, enako je tudi z zemljišči, ki jih imajo na posamezni parceli, so območja, ki si jim pripisujemo bonitete. Enako tudi bomo ravnali z območji soglasij, ki jih bomo pridobili od lokalnih skupnosti. Potem pa seveda nekatere podatke pa prevzemamo iz drugih evidenc preko atributnih podatkov. Zaenkrat so to lastniki, ki jih pridobivamo iz zemljiške knjige in v bodočnosti bo tudi dovoljena raba stavbe, ki jo bomo pridobivali iz prostorskega informacijskega sistema. Če torej rečemo, vse te podatke vodimo, vzdržujemo, spreminjamo skozi informacijski sistem kataster. Informacijski sistem kataster podpirata dve informacijske rešitve, in sicer informacijska rešitev kataster in informacijska rešitev delovodnik. Če se najprej ustavimo pri informacijski rešitvi kataster. Do nje
lahko dostopajo tako zaposleni na geodetski upravi, ki so vpisani v varnostno shemo in imajo pravico za delo s posameznimi postopki, kot pooblaščeni geodeti za izvajanje inženirskega dela katastrskega postopka, sodni izvedenci geodetske stroke za vpis elaboratov, ki so izdelani v sodnem postopku, in pa pooblaščeni projektanti za izvajanje nalog vpisa elaborata v informacijski sistem kataster. Torej vsi, ki karkoli spreminjamo ali pa bom rekla, podajamo neke podatke za spremembo v katastru nepremičnin, dostopamo do katastra nepremičnin preko informacijske rešitve kataster. V informacijsko rešitev delovodnik pa lahko dostopajo samo zaposleni na geodetski upravi, ki so bili udeleženi na izobraževalnih delavnicah, ki jih je geodetska uprava organizirala v ta namen in so vpisani v varnostno shemo in imajo pravico za delo v posameznih postopkih.